Frekvenca za logistiko Slovenskega logističnega združenja. Torej, gospod Žuran, tema vašega predavanja tukaj na logističnem kongresu je upravljanje logistike na dvorišču. Kaj je zdaj ta osnovna novost, ki ste jo uvedli tudi v Talumu Kidričevo? Najprej je treba mogoče povedati na začetku takoj o velikosti naše industrijske cone. Torej upravljamo za celo industrijsko cono Kidričevo, ki meri 175 hektarov, kar je za slovenske razmere relativno velika površina. In imamo kar precejšnjo število dostav in odprem, ne samo našega podjetja, ampak tudi ostalih podjetij, ki so locirane znotraj industrijske cone. In dejstvo je, da pri tako velikem številu teh tovornjakov, tovornih vozil, je treba upravljati le-te, predvsem na samem tovornem vhodu in pa potem znotraj samega podjetja oziroma znotraj same lokacije industrijske cone. Dejstvo je, da smo pred leti, ko še nismo tega uvedli, imeli eno handicap točko, torej naša industrijska cona je bila dostopna samo iz enega konca, iz vzhodne strani. Je pa res, da pa smo z novo investicijo države, torej zgradila se obvoznica, zahodna obvoznica Kidričevo in hkrati tudi nov tovorni vhod. In je to bila idealna prilika, da tudi mi pristopimo in poiščemo neke rešitve, zato da lahko ves tovorni promet, ki prihaja k nam, menedžiramo in upravljamo boljše in racionalneje, kot smo ga do takrat. Je to kakšen poseben software, program? Torej, s podjetjem, za katerim smo se odločili za sodelovanje, gre za outsourcano zadevo. Čeprav so tudi naši informatiki morali sodelovati, ker sta oba, torej naš ERP je povezan z njihovim softverom, smo se dogovorili z podjetjem Tenzor in z njihovim sistemom Aura, ki ureja ta področja. Predhodno smo z njimi tudi strojni del uredili, torej vse kontrole dostope z zapornicami, z semaforji, merilci, kamerami za prepoznavo registrskih tablic. Glavni del je pa seveda ta softverski del, ki pa zna vse te zadeve, vse te podatke, ki jih dobimo iz mašin in iz strojev, potem tudi obdelati in tudi uporabiti, da je stvar boljša in hitrejša. Torej, ali se ta logistika začne že preden pride nek kamion k vam na dvorišče? Tako je. Ideja moja je bila taka, da v tistem trenutku, ko naš komercialist odda naročilo, bodisi za nabavo ali prodajo nekega artikla, se vsi ti podatki že uporabijo v tej platformi in je to neka osnova. Mi ga potem samo z Auro nadgradimo oziroma pripnemo k vsem tem podatkom, pripnemo potem tudi te mikrologistične podatke, kot so registrska tablica, prevoznik, voznik, njegova telefonska številka in tako naprej. In vse to zapakiramo v en paket, ki se mu potem reče po Aurino kot neka SEA oziroma session, da mi lahko vozilo, ko vstopi prvič na naše območje, ga lahko detektiramo, vemo, kdo je, kaj je, zakaj je prišel k nam in ga potem tudi obravnavamo, identificiramo in spustimo na naše območje. Kdaj vse že vi spremljate ta vozila po celotni poti oziroma kdaj jih začnete, kako blizu so? Kot rečeno, že prej 175 hektarov veliko območje, torej imamo nov tovorni vhod z novim zunanjim parkiriščem, ki mu jaz rečem tako imenovana buffer cona. Torej že pri samem vstopu na to zunanje parkirišče, v prvem kontaktu tovornjaka oziroma njegove tablice z to kamero za prepoznavo tablice se odpre SEA. Mi to SEO potem povežemo z najavo oziroma rezervacijo, ki jo je opravil prevoznik oziroma dobavitelj ali kupec.
se poskenira ena QR kodica, se ta zadeva opari in se potem to vozilo postavi in počaka na parkirišču. Mi v tem trenutku, oziroma naš varnostnik v tem trenutku in vsi v procesu, od tehtalca do skladiščnika in do vseh ostalih, ki so, lahko imajo informacijo, katero vozilo je prišlo, ali je v pravem časovnem oknu, torej ali je sploh to vozilo danes predvideno za razklad ali naklad in tako dalje. Tako da že pri samem vstopu na zunanje parkirišče je prva detekcija. Potem pa je teh kontrolnih točk še več. Torej, druga kontrolna točka je meritev radioaktivnosti, tretja kontrolna točka je sama kontrolna točka varnostnika, kjer preverja identifikacijo voznika in vozila, tovora. Potem imamo kontrolno točko notranjega parkirišča, kontrolno točko tehtnice in pa samega nakladalno-razkladalnega mesta. Kakšni so prihranki in drugi pozitivni učinki te spremembe? Največji prihranki so seveda pri samem času in menedžiranju. Kot veliko podjetje, proizvodno podjetje, se seveda srečujemo, ali pa smo se srečevali v preteklosti predvsem z neenakomernimi dobavami in dostavami. In to je anomalija v samem procesu za vse, ki delajo. In ta enakomernost, razporeditev vseh teh dostav je, rekel, zlata vredna. Drugi taki večji prihranek ali pa dobra stvar pri uvedbi tega sistema je, da smo ločili ta interni tok prometa od zunanjega. Torej, mi imamo, nisem prej povedal, mi imamo na samem tovornem vhodu možnost ločiti interna vozila, torej naša domača vozila ali pa vozila vseh podjetij, ki so znotraj industrijske cone, od vseh ostalih vozil, ki prihajajo k nam kot poslovni partnerji. To je tudi nekaj, kar je, rekel, časovno pripomoglo k hitrejši obdelavi. Med drugim lahko povem, da na naši industrijski coni imamo podjetje, ki se ukvarja z proizvodnjo ali pa asfalta, in veste, da če tako vozilo mora nekje čakati v vrsti, da lahko vstopi ali pa izstopi iz industrijske cone, da to predstavlja za njega kar neki strošek, ne. Tako da z tem, kar imamo zdaj uvedeno, je to v bistvu hitreje in enostavneje. Ali je vse to poslovanje spremljano na nekem oblaku ali imate vi to na lastnih računalnikih? Mi smo prav zato odprli server, torej imamo lastno ločeno od naše osnovne informacijske zasnove ločen server. Vso komunikacija z tem serverjem poteka zaenkrat enosmerno, je pa zamišljeno potem, da bomo mi tudi iz tega sistema dobivali tudi neke informacije in ga importirali v svoj lasten sistem. Ne vem, čisto preprosti podatek o tehtanjih, ne, zaenkrat mi ta podatek imamo v Auri, ni pa noben problem ta podatek prenesti tudi v naš lasten osnovni informacijski sistem. Kakšna je vloga umetne inteligence pri vsem tem? Zaenkrat še ni. Te vloge jaz tu noter ne vidim, oziroma je to, kar smo snovali, nismo uporabili, iskreno povedano. Vsekakor pa je ta zadeva progresivna in vsak dan najdemo nekaj novega in definitivno jaz kot na nek način tudi snovalec tega sistema vidim razvoj v tem, da bomo umetno inteligenco morali uporabiti. In mi rabimo zdaj osnovo, torej rabimo courtyard logistik, ki bo uporabna, ki nam bo v pomoč, potem pa na to nadgraditi in uporabiti še umetno inteligenco. V katerih segmentih? Pri mogoče še boljšem menedžiranju in snovanju, povezovanju same proizvodnje z logistiko, tu še vidim neke možnosti in prihranke. Namreč v večjih podjetjih je tako, da proizvodnja en svet, komerciala drug svet, logistika tretji svet, ne. Dejstvo pa je, da v teh podjetjih vsi živimo od proizvodnje, ne. Torej,
koliko si teh produktov prodal, po kakšni ceni si jih prodal, od tistega vsi živimo, ki smo v podpornih službah. In treba izhajati iz proizvodnje. Torej, kakšne so potrebe v proizvodnji, kakšne imajo oni timetable in časovnice in se potem temu prilagoditi. In če bo to znala umetna inteligenca nekako še boljše računati kot pa uporabiti, kot danes uporabljajo komercialisti ali pa kdorkoli drug, bo to še boljše. Prej ste omenili, da ste to spremembo lahko naredili, ko se je pojavila še ena obnova ceste in še ena dovozna pot. Ker smo pač na logističnem kongresu, je zanimivo vprašanje, kako pomembna je ta infrastruktura, od lokalne do seveda državne, in ali gre v prid podjetjem. Je zelo pomembna, čeprav ta sistem, ki smo ga uvajali, je tudi zelo uporaben v podjetjih in takih industrijskih conah, kjer nimajo take prostorske danosti, kot jo imamo recimo mi. Mi vseeno za slovenske razmere, kot rečeno, smo veliko podjetje na velikem področju, in tudi to srečo smo imeli, da je država na nek način prisluhnila in te stvari uredila. Večjo kot je podjetje, država verjetno tudi tam bolj prisluhne. In vsekakor ima to velik vpliv. Kaj so ta hip po vašem mnenju največje težave logistike? Dobro vprašanje. Težko zdaj komentiram iz ostalih branž, ampak v naši branži največje težave vsekakor, oziroma vsa logistika se zaenkrat še vsekakor vrti okrog samega transporta. In ta nihanja v transportu, ki smo jih bili deležni zadnja leta, smo na evropskem trgu, uporabljamo evropske voznike, potem se zgodi eno časovno okno, kjer je preveč ponudbe, potem spet več povpraševanja. Ta nihanja so tista, ki mogoče so danes še vedno daleč največji problem. Imate tudi vi kakšne kadrovske probleme? To pa tudi, ja, hvala za opomnik. Kadrovski pa mislim, da je ne samo v logistiki, mislim, da je kadrovski problem v celotni naši branži. Najti kader, najti dober kader. Vsi vemo, da kader migrira tam, kjer so boljše plače. Smo na območju, kjer smo blizu Avstrije in tudi mi se srečujemo z tem, da je pomanjkanje kadra. Kakšen je po vašem mnenju pomen tega logističnega kongresa in katero temo bi vi še predlagali? Je res, da zdaj vsako leto zapored nisem spremljal logističnega kongresa, mogoče, da bom kaj povedal, kar je že prejšnja leta bila tematika. Prejšnja leta vem, da smo ogromno govorili o intermodalnosti, torej o premiku transporta na železnico in teh zadevah. Tudi je bila tematika zeleno. Zdaj zeleno nekako dajemo vsi malo na stran zaradi vse te situacije geopolitične, ki je. Tako da ne vem, zdaj tudi vsi govorimo o umetni inteligenci. Mislim, da vseeno Slovensko logistično združenje zna najti prave teme vsako leto, da so malo korak pred časom, da znajo tudi pravi čas nasloviti avditorij in vse udeležence kongresa z pravimi temami. Gospod Žuran, najlepša hvala. Prosim.